Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se pa odločil, da vam predstavim to svojo življenjsko zgodbo, kako sem se zaljubil v kolesarjenje. Najprej pa vam pokažem eno fotko. Ne vem, če prepoznate tega tipa tukaj. To sem jaz, tik preden sem se spremenil v Planet. Kakor lahko slišite iz mojega glasu, še zmeraj nisem povsem zdrav, tako da še zmeraj ne kolesarim, že od 20. oktobra naprej nisem bil na kolesu, 3 tedne v moji statistiki zeva ena velika praznina. Ampak vseeno se mi je zdelo prav, da vam nekaj pripravim za en video, da ne boste čakali brez veze in da dobite vsaj nekaj malega vsebine za sredo zvečer. Jaz lahko zase povem, da kolesarim že celo življenje. Moja kolesarska zgodba se je začela nekje v starosti 3 let, ko sem dobil tako majhno kolo, še s koleščki in sem se z njim vozil po domačem dvorišču. Malo kasneje smo ta koleščka odstranili. Ne vem pa nič drugih podrobnosti, ker se jih ne spomnim. Vem pa da, ko sem šel v osnovno šolo, že takoj v 1. razredu sem dobil rdečega ponija, z njim sem naredil tudi kolesarski izpit in tega ponija sem vozil skoraj celo osnovno šolo. Vmes so seveda prišle kakšne predelave, dobil je tisto prečno štango za večjo trdnost in take bolj hrapave gume, ampak ta poni je bil tisti moj, bi rekel, ta prvi pravi bicikel, ki sem ga v življenju imel. Če se prav spomnim, ne bom zdaj prav 100%, ampak mislim, da sem že v 7. razredu osnovne šole dobil pa svojo prvo specialko. To je bila kvazi specialka Rock Marathon, ampak zame je bila to takrat špica od špice, pač kolo na 10 brzin z ukrivljeno bilanco in to je bilo vse, kar sem jaz rabil. Tisto specialko sem vozil potem praktično čez celo srednjo šolo in vse dokler se nisem odselil od doma. Na to specialko imam lepe spomine, z njo sem kolesaril tudi tle po Goriških brdih in pa po Vipavski dolini. V glavnem, ne moram reči prav nič slabega čez njo, je pa res, da moje takratne izkušnje niso bile dorasle temu, da bi jaz lahko karkoli strokovnega komentiral v zvezi s tem kolesom. Potem po srednji šoli je sledilo nekaj let zatišja, jaz sem šel malo v vojsko, pa malo v Ljubljano na fakulteto, potem sem se nekaj zaposlil, tako da nekje do leta 92 nisem imel kolesa, ampak takrat je pa spet v meni premagala tista želja, da bi malo kolesaril, tako da sem si sam s svojim denarjem takrat prvič kupil svoje lastno kolo. Spomni se, da je bil znamke Royal s težkim železnim okvirjem, tak črne barve. Na izgled je deloval kot gorsko kolo, ampak to je bil neki hibrid, tako poceni kolo. In jaz sem nekako ga sprejel za svojega in sem se z njim vozil skoraj vsak dan, delal kilometre. Nažalost iz tega obdobja nimam nobene statistike, tako da ne morem pogledati nazaj, kakšne so bile te moje številke. Nimam pojma. Mogoče v rangu 1000 km na leto, 2000, več gotovo ne. Sem pa tistega Royala imel kar precej dolgo, s tem, da potem kasneje, ko sem začel si nabavljati druga kolesa, je meni služil kot neko mestno kolo za se prevažati tukaj po Novi Gorici, malo v službo, malo trgovino. Tako da je bil kar dolgo, dokler res ni povsem odpovedal, ko je šla veriga, ko so šle vse gume in zavore, potem sem ga nekako spravil proč. Moja prelomnica bi nekako bila leto 2009. Takrat sem jaz prišel do tiste skrajne točke, ko sem imel 140 kg in tudi takrat moram reči, da nisem kolesaril. Takrat, ko sem ugotovil, da tako več ne bo šlo naprej, sem se spravil v neko hujšanje, kar mi je šlo dokaj uspešno in sicer s pomočjo tiste ločevalne diete, ki sem jo izvedel 2-krat zaporedoma z nekim krajšim vmesnim premorom. Ampak takrat sem spravil, mislim, da dol na enih 116, da sem lahko začel se ukvarjati s hojo, kasneje sem se začel ukvarjati s tekom. V svoji karieri mislim, da sem prelaufal 7 21-kilometrskih polmaratonov, če ne sem pa delal tako kar, bi rekel, nekje 700 km na leto sem imel teh zapisanih. Poleg teka sem pa ponovno se spomnil na kolesarjenje, kupil sem si eno trekking kolo znamke Dema, to je slovaška znamka, bilo je okrog 400 € in to je bilo nekje, mislim, da v letu 2010. S tistim kolesom sem se vozil 1 leto, z njim pa sem delal tudi dolge ture, tako recimo sem šel iz Nove Gorice do Bohinjskega jezera in nazaj. Pač sem se kar zavzel, nekako s tem kolesom nisem pogrešal popolnoma nič. Edini problem je bil, ko sem šel s prijatelji, ki so imeli specialke
in ko smo na ravnini se vozili kakšnih 35 na uro, je mene začelo zmanjkovati trdih brzin. Čeprav so me nagovarjali, kupi si specialko in sem jaz zmeraj rekel, ne, to jaz ne rabim, to je brez veze, takrat na tisti ravnini sem nekako ugotovil, da jaz specialkam s trekking kolesom nikakor ne morem slediti. In potem je padla odločitev, kupil sem si enega Scotta, mislim, da je bil CR1 Team, bi rekel kolo v nivoju 2000 evrov, karbonski, in takrat sem jaz začel z njim resno kolesariti. Sledila so krasna, čudovita, dolga kolesarska leta, kjer sem res delal lepe kilometre, sprva mogoče 3000 na leto, pa potem 4000, 5000, 7000. Če se kdo spomne, od začetka tega kanala sem jaz bil v fazi, ko sem delal po 7000 km na leto. Zdaj sem pa že na 10 000 in nekje si mislim, da bi se te številke tukaj mogle tudi ustaliti, ker več kot toliko pa si tudi časa ne morem več vzeti, da bi kolesaril kar non-stop. V tem obdobju od 2011 pa do zdaj sem zamenjal 3 specialke, kasneje sem si kupil še enega Scotta. Ne, narobe govorim, 4 specialke. Ker potem po ta prvem Scottu CR1 Team sem si kupil še enega črnega Scotta, ki je bil skoraj enak ta prvemu. Potem po 9 letih približno sem se naveličal in sem rekel, da se bom kupil specialko, ki ne bo Scott in ki ne bo črna, tako da sem si kupil tistega oranžnega Fujija, ki pa je bil na žalost zgrešena investicija, ker sem jaz kupil sebi prekrhko kolo. S tistim kolesom sem imel več težav, pokale so mi špice, stalno je v okvirju nekaj škrtalo, ampak seveda tu je bil problem moje telesne teže, tisto kolo pa pač ni bilo narejeno za tako visoke obremenitve. No in lani sem si kupil tega Scotta, ki ga imam zdaj, tega zelenega, Addicta 20, in z njim sem naredil do zdaj že 15 000 km in to je špica kolo. Hkrati sem si letos kupil še gorsko kolo, to ste tudi videli, mislim, da v avgustu, tako da imam zdaj 2 doma in kaj ne rečem, doma nimam nobenega hobija, nobenega pametnega dela in če je cesta suha, jaz grem ven in se vozim in kolesarim. Kdor želi, lahko spremlja to na Stravi, od spodaj zmeri dam vse linke, pa si lahko pogleda, kako se vozim in kje pohajam. Zdaj pa, vsi tisti, ki ste zdržali tukaj do konca tega videa, imam za vas samo še eno prošnjo. V kratkem nameravam narediti en video, kjer bi omenil mehanske in električne menjalnike. Če ima kdo od vas izkušnje s kakšnim SRAM-om ali pa s kakšnim Shimano D2, bi lepo prosil, a mi lahko kaj o tem napišete. Rabo bi en par tipov, ki vejo, za kaj se gre, da bi sami s svojimi besedami povedali, kakšne so njihove izkušnje. Najlepše bi bilo, če bi se posneli na telefon in bi jaz tisti vaš zvok vključil v video. Če je koga sram se posnet, naj mi napiše na mail, pa bom prebral jaz. Ampak tako, jaz bi naredil nekako to tehnično primerjavo, te podatke bi dobil na spletu, mal primerjal, od vas bi pa rabil enih 2, 3, 4 izkušenj, kaj pove o tem človek, ki električne menjalnike vozi. Recimo ti, Janez iz Prekmurja, ali pa Robi iz Ljubljane, ki vem, da to imate, pošljite mi kaj, pa bom sestavil eno super stvar. Drugač pa, hvala vsem, ogromno novih naročnikov sem dobil v prejšnjem videu, hvala za vse komentarje, za lepe želje, tudi jaz vam zmeri želim srečno vožnjo, čim več lepih kilometrov, hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.